DOS, dirka okoli Slovenije. Ultramaratonska kolesarska preizkušnja. Obkrožiti Slovenijo na kolesu v eni sami etapi. Več kot 1200 km in preko 14 000 metrov višinske razlike. Sami ali izmenično v dvojicah, s pomočjo spremljevalne ekipe. Postanki niso predpisani, vsekakor pa so dovoljeni. A za tiste, ki so prišli na dirko tekmovati s časom in ne samo s seboj, postankov skoraj da ni. Na DOS-u so zmagovalci vsi, ki se na pot podajo. Zmagati pa je seveda še prav posebna čast. Prva 4 leta je na DOS-u dominiral Jure Robič, ki je s svojimi uspehi v svetovnem ultramaratonskem kolesarjenju navdihnil organizatorje, da so tako tekmovanje organizirali tudi v Sloveniji. DOS 2013 je že 7. po vrsti. V vseh teh letih se je na pot okoli Slovenije podalo 419 kolesark in kolesarjev. Kaj je tisto, zaradi česar so pripravljeni 2 do 3 dni in noči prebiti na kolesu? Tu je nekaj vtisov z DOS-a 2013. Mogoče boste bolje razumeli. Mogoče boste prihodnje leto na štartu tudi vi. Na dan začetka dirke so srednji trg v Postojni napolnili navijači, nekateri znani slovenski športniki in seveda tekmovalci, pripravljeni na štart z rdeče štartne preproge. Konkurenca je pa 35-36 fantov, ki ima vsak svojo zgodbo, svoje priprave, vsak svoj favorit, tako da naj bi napovedoval. Želim se le, da bi odpeljal po svojih močeh, pa če se poklop, bo tudi rezultat soliden verjetno. Das 6. Mal jetzt, glaube ich, schön wieder durch Slowenien fahren zu dürfen und hoffe, ja, dass alles gut geht und ich möglichst schnell wieder hier bin. They've told us what we need to expect. Sounds pretty airy, some of the descents, but we're looking forward to it. Some of the climbs look like they're going to be tough, but yeah, looking forward to it. I look forward to everything and to see the country in daylight and to be here and have a good time also actually. Nice bike ride, see what happened. Najbolj se veselim klancev, zato ker ravnine niso glih moja močna točka. Tako da si želim, glede na to, da so dali še par klancev vmes, da bo ta pravi DOS. Letošnjo dirko sta v odlični družbi najboljše smučarke sveta Tine Maze otvorila avstrijska parakolesarja. To je bilo sploh prvič, da sta se katerakoli parakolesarja na tak način podala na vztrajnostno kolesarsko preizkušnjo. V manjšini pa so na DOS-u tudi dekleta. Štartalo je namreč eno samo dekle med posameznicami in 2 v mešanih dvojicah. Med 34 kolesarji, ki so se letos zbrali na štartu v kategoriji posameznikov, ni bilo nobenega izmed dosedanjih zmagovalcev. Lanskoletni najboljši Kristof Strasser se je tekmi odpovedal zaradi intenzivnih priprav na vztrajnostno dirko čez Ameriko sloviti Ram. Predlanski zmagovalec in drugi na lanskoletni dirki Marko Baloh pa se iz istega razloga tekmi sicer ni odpovedal, ampak se jo je udeležil v kategoriji dvojic. Ja, jaz sem tole dirko rekel, da bom vzel malo bolj kot intervalni trening, tako da bom na par distanc ravnih bolj, ne bom s tem kolesom odpeljal. Kar pa pomeni tudi hitreje prevožene ravnine. S tem sta Marko Baloh in Iztok Melanšek lanskoletnima branilcema naslova, Tadeju Blatniku in Alešu Komacu, dala jasen znak, da tudi za njiju šteje predvsem zmaga. Branitelja lanskoletnega naslova pa sta ta pritisk občutila že ob za njiju neugodnem žrebu zadnje 18. štartne številke med dvojicami. Bolj, če prva štartala, bom kap gužva bo, ne, bom že tam kap zgubljala, pa energije, pa ne vem pač. Treba se sparjazen, pa tako bo treba, da imaš kaj. Drugače pa tudi do Vršiča verjetno bo se že kar dosti videl, kje je do prvih 450 km, kaj je večina klancev. Rdeča preproga se na dirki, kot je DOS, hitro konča, takoj po štartu. Vsi nadaljnji dolgi kilometri pa so tlakovani z asfaltom. In vsem, kar prineseta seboj 2 neprespani noči in 2 dneva, ter odprto nebo nad njimi. Zakaj? Velikokrat me sprašujejo, zakaj. Jaz pa tako težko odgovorim. V bistvu, ko me ena stvar pokliče, ko me ena stvar zanima, enostavno grem.
Ne sprašujem se toliko zakaj, ampak pač v tem uživam, odkrivam, raziskujem in grem. Cestne dirke so mi preveč stresne, preveč je rinjenja, dosti več je tiste taktike, koliko se boš prišparal, koliko boš to naredil. Medtem ko tukaj je res, koliko je kdo natreniran, sicer je še zmeraj določena taktika vpletena, ampak je dosti bolj odvisno od kolesarja, kakor od sreče, bolj od moči kolesarja. Odvisno. In mi je bolj všeč, ne vem, bom rekel fair play. Po Juretu verjetno, ki je tudi zgoren z našega konca, tako da on me je v bistvu tako malo pretegnil to. Po letu 2010, ko sem bil z Juretom na njegovi te zadnji dirki okoli Švice, potem mi je rekel, če bi šel z njim še na DOS, pa verjetno bi šel z njim v ekipo še za DOS. Pa je bila pa tista nesreča, tako da zaradi tega sem jaz, ker mi je pač to moj prvi partner Belina, s katerim sem zmagala prvo leto, prosil čisto mirno, če bi šel in sem pač rekel, da grem, da vidim, kaj pač Jure sploh počel. Par let nazaj smo bili skupaj v Kopru z Juretom Robičem in jaz sem takrat rekel ekstremno pa nikoli. In zarečenega kruha se največ poje, pa smo se pa pogovarjali, da je premalo časa med DOS-om pa med Ramom in je Mare, tako je rekel že sam na začetku, se bolj osredotočil za trening. In dvojke so prišle mu kar, se mi zdi, da kar prav za en intervalni trening. Pa sem pač rekel, dober, en izziv in hvala mu. Sigurno moraš biti malo trmast, veliko je glava, psiha, ni samo fizična priprava, čeprav ogromno. Eno z drugim, tako kot jaz mislim, da so ti vztrajnosti športi dosti podobni, za marsikaj lahko v življenju izkoristimo, tako da lahko povezujemo, zakaj vztrajnostni športi, se manj tudi rada dirkanje in ostale stvari. Je trčen, moraš malo biti. Zažagan moraš biti. Ja, malo poseben, mislim tako se. Mazohist. Ja, ne vem. Tako je. Čudna stvar. Jaz nisem vedel, da si tak, ampak ja, trčen moraš biti siguren. Ampak drugače pa... Ja, vsaj malo, tako. Vsaj malo. Če sem resen, verjetno moraš biti pač trmast, ker tukaj samo to, zakaj ne bi nehal, mislim, čisto simpel odstopati. Mogoče res ni glih vsak za to, ampak v človeku mislim, da se najde ogromno energije, ki jo moramo samo poiskati, pa tisto, kar ljubiš. Jaz sem izredno rad na kolesu, me sprošča, mi daje novo energijo za ostale življenjske podvige, tako da mislim, da mi je res en tak zelo pomemben koncept življenja. Kdo bo to resnično celostno preizkušnjo telesa in duha najbolje opravil in prvi pripeljal v cilj, pa bo znano po približno 40 urah kolesarjenja. Dolgih, težkih ali kratkih urah, kakor za koga. In če bo število in dolžina ur za vsakega tekmovalca drugačna, pa so za vse tekmovalce iste ceste in število kilometrov, ki jih morajo prevoziti. Pot kolesarje vodi po cestah, ki se čim bolj približajo mejam naše države. Na poti okoli Slovenije morajo prečkati 12 časovnih kontrolnih točk, premagati dobrih 14.000 metrov višinske razlike in prevoziti 1229 kilometrov. V prvem delu poti jih čaka že kar nekaj zahtevnih vzponov. Z vsakim od njih se razlike med tekmovalci povečujejo. In počasi se začne izrisovati ožji krog favoritov za zmago. Enkrat gre dobro. Upam, da šel do konca tako, Sem nam kar zapetam, slišam, ni velike razlike. To se treba še potruditi, Najzahtevnejši med vzponi je zagotovo vzpon na Vršič. In v njegove ostre in strme ovinke sta se z minimalno časovno razliko prvi podali vodilni ekipi med dvojicami. Lanskoletna zmagovalca Bicikel.com Extreme ter izzivalca Tim Debitel. Tudi do vrha vzpona si nihče ni pri kolesarju večje prednosti. Obe ekipi sta ga z nekaj minutno razliko osvojili v dopoldanskih urah. Zaenkrat gre kar dobro, se kar držimo plana, tako da če bo šlo tako naprej, bo dobro, ne vem pa, kva bo druga noč.
Ko so se najboljše dvojice že spuščale na gorenjsko stran prelaza, so bili solo kolesarji še nekje na sredi poti do vrha. Tudi tukaj so se že poznale razlike. Izstopati so začeli 3 kolesarji. Švicar Tomas Ratschop, Joachim Ladler iz Avstrije ter Slovenec Mitja Rop. Meni osebno klanci predstavljajo, jaz sem jih vesel, no, ker tam se mi potem ne spi. Na klancih se mi ne spi, ker je puls nekoliko višji in so mi boljši. Meni osebno pridejo tiste dolge ravnine, dosti bolj do živega. Do živega pa so marsikomu prišle tudi zimske razmere, ki so še vladale na Vršiču. Ma ne, me bojo fejst zavili. Kakor vidim, dejansko tako hitro, še dolgo nisem bil oblečen. Ja, vreme si v glavnem naredimo, pa je pa boljše. Tekmovalci so osvajali Vršič vse do poznih popoldanskih ur. Medtem pa so bili najboljši že daleč naprej na poti okoli Slovenije. Najprej pa so se peljali skozi slovenski Javornik, kraj, ki je z Dosom od vedno in zavedno tesno povezan. Tukaj je doma bil Jure Robič, 4-kratni zmagovalec Dos Extrema. Mi imamo Jureta v spominu, pokal Jureta Robiča, najhitrejši na Vršič, verjetno ga že imamo. Glede na situacijo na terenu, kdo je to, še ne vem, tudi me ne zanima, zvedeli bomo v nedeljo in s ponosom čakam tudi ta rezultat. Od tu pa je pot kolesarje vodila čez Gorenjsko, naprej proti Kamniku in vzponu čez Črnivec v smeri Koroške. Na tekmah kot je Dos se vedno hkrati odvijata vsaj 2 vrsti tekmovanja. Eno se odvija med najboljšimi, ki se borijo za zmago in najvišje povprečne hitrosti, druga tekma pa je povsem osebna tekma s samim seboj. Ko premaguješ zgolj svoje meje, ko čas ni v ospredju in je najpomembnejše, da uspešno prideš skozi cilj. Podati se na nov izziv in uspešno prekolesariti traso je bil tudi cilj Tomasa in Manfreda, parakolesarske dvojice iz Avstrije. Cycling is one of the sport you can do it with the handicap, and when I am cycling, I'm free. When I riding on a mountain, it gives me a very good feeling, and I need it for me. For me, I made Ironman, I made double Ironman, and so I was looking for a new goal and a new adventure. And then I said, okay, ultra cycling will be great, but okay, alone, no, it's not great, not possible too much. For alone, it's impossible to be in the time. Maybe when it's ultra cycling, for only it's flat. But when there are hills, it's impossible for one. So we need our together, and it makes fun also. The idea was from Manfred that we meet us and we make a team and we will do it together. So it's the first time nobody did it in the world as a 2-person team. And yeah, it was really nice and a great experience. Yeah, our system was that we are changing every 3 hours, but it's not so easy that you're sleeping in this 3 hours when you have free time, because going out from hand cycling in the wheelchair, going inside the caravan, and then make rest. And for me, it's difficult. I'm so under adrenaline, and it's not easy to sleep for me. With the wheelchair, you need more time to give out the wet clothes, and 1 hour you go out and eat, 1 hour sleeping, and after the 3rd hour is to make fresh for the race. And the most time at the end of the 3 hours, yeah, we was a little bit destroyed and really tired. And after the 3 hours, we was nearly fresh and the power was here. And so, yeah, it works really good. Kolesarjenje na ročni pogon je za ekstremne podvige še toliko bolj zahtevno. In kaj je njun moto, kadar je pred njima zares zahteven izziv? Yes, let's go. Yeah, I would say that's the reason why I'm here. Because we want to learn things about ourselves
which we don't know at this time, and we will enjoy it. It's sport and fun together. We are crazy. Najboljše dvojice pa so po vzponu preko Črnivca in prvi nevihti, ki jih je dodobra namočila na Koroškem, že kolesarili preko Štajerske in se približevali drugi noči. Razlike med njimi pa še vedno niso bile velike. Naravni del, ko sem eno zadnje prehtel, je disaster, ledenica. Sam bo, da omare razturo, pa bo. Najboljše med posamezniki pa smo ponovno ujeli v začetku druge noči. V najboljši poziciji za prva 3 mesta so bili že ves čas isti 3 kolesarji. Med njimi tudi Mitja Rok. Mitja se s kolesarstvom ukvarja šele nekaj let. A pred začetkom letošnje dirke so ga že potihoma uvrščali v najožji krog favoritov. Prej sem bil ekstremni računalničar, če lahko temu rečemo. Igral sem samo računalniške igrice, nič kaj šport je bila res 10. briga. Pa nekako vaga je naredila, tehnica je naredila ta preobrat, ker sem si rekel, nočem imeti več toliko kil in sem začel majhno kolesariti z gorskim kolesom. To je bil začetek in glih tiste čiste, da sem se dal pa v ultrakolesarstvo, je bilo pa, da sem občudoval našega pokojnega Jureta Robiča, ki je res legenda in sem rekel, enkrat bi pa tudi šel okrog Slovenije. Pa sem to res v bistvu zelo hitro dosegel, no, v eno letu. Pa sem se že imel čast videti, kako je na Kubedu že preletel med mene. Na tokrat pa jih mimo Mitje ni veliko priletelo, saj je ves čas kolesaril med najboljšimi. Za glavnega favorita pa je še vedno veljal švicarski kolesar Tomas Račov, ki se je prebil nazaj v ospredje kljub pribitku 45 minut kazni, ki se jih je nabral zaradi neupoštevanja prometnih predpisov. Die Sturzfolgen sind ein bisschen mühsam, aber geht schon. In kolesarji so se pognali globoko v drugo noč, ki zna marsikomu povzročiti težave. Kofe! Se bo lahko začne že spati. Počas postaja noč dolga. Zato so skrbno načrtovani počitki in dobra motivacija izrednega pomena. Počitki so izredno kratki. Ponavadi pride tam okrog Maribora oziroma na ravninah Prekmurja, pride druga noč. Prva noč se brez problema premaga, medtem ko druga pa že naredi kar tisto kronično utrujenost, izredno težke vremenske razmere. Letos so naredile tu še dosti bolj mučno. Tako da tam smo si vzeli najprej 10 minut, potem pa še 5 minut spanca, tako da skupno sem spal 15 minut. Ampak so bile pa najbolj sladke, kar se jih lahko dobi. Različno. Pri prvem dostu sem spala, mislim, da 5 po 15 minut, medtem ko sem tukaj spala več, mislim, da 2 ure pa pol. Zelo je različno, težko predvidiš, koliko časa boš rabil, da enostavno lahko funkcioniraš dalje. Mogoče se tudi čez dirke spoznavaš, nekoč boš vedel približno, koliko rabiš in tako naprej in se na to tudi potem tempiraš. Pri dvojicah pa so pomembne tudi taktično dobre menjave obeh kolesarjev. Tisto prvo osnutek sem jaz naredil, ko poznam progo. Mečko sem dal več klancev, isto kot on, načeloma kar precej boljši klancer kot jaz, brdaš, kako se temu reče po slovenski, gorski, kot voznik. Ampak pa smo malo prilagajali, tudi zaradi malo problemov, isto ko so začeli prvo noč nekaj kršiti, tako da smo potem malo prilagodili. Po trasi, tako? Na profil. Je na profil, ja. Na pokrajih smo bili. Ja. Tam uro pa pol, če so odvisni. Smo se kar držali. Tako smo se že prej šla pogledati traso, pa poznala se traso in smo v bistvu. Tako da so že vse videli. Na roadbooku določila traso. Tako da na to smo se gledali, ne zdaj točno po urah. Vsi strašijo, da druga noč je zelo težavna.
Jaz sem spal edino od Murske Sobote po avtocesti 45 minut, ostalo pa ne. Ker se je tako hitro vse dogajalo, menjava, kolesa, gor dol, da ni bilo časa. Težko je bilo spati tudi zato, ker si v zadju v kombiju, pa te naše ceste niso prav, zelo dobre. Tako da premetavate skozi, tako da v bistvu bi mogli Jerma pol jogi se je pel sem tja, tako da Jerma malo pomagala držati. Jaz sem malo zakinko na parkat, predvsem je pa to, da se lahko sploh takrat, ko je bil dež, tisto uro, dve si pač namočen, te tudi ne zazebeš, tako hitro ti fajn odpele svojo etapo, pa se pa hitro preoblečeš, si spet suh, pa se pogreješ, tako da kar se tega tiče, pa veliko lažje zadeva, kot pa presolo. Krize, telesne ali psihološke, na takih tekmah skoraj vedno nastopijo. Prva, ki pri tem pomaga kolesarju, je njegova ekipa. Veliko pa jim pomenijo tudi navijači. Mogoče se še prav zaradi tega vročam na dosti, ker sem že po prvem rekel, da ne pa, po drugem ne pa, še sem vedno tukaj, tako da res nekaj najlepšega. Meni je to ful večja spodbuda kot marsikakšen snikers, energetska ploščica, tako da super, če so res lepo. Vsak znanec oziroma prijatelj, ki se oglasi na poti, ki ti reče neko spodbudno besedo, je neka dodatna motivacija, mogoče v tistem trenutku glih tisti turning point, da ali boš obupal ali ne boš, ali se ti ne da več in pol ti dajo neko dodaten zagon, kar odkolesariš naprej in v bistvu drviš proti cilju. Z drugim dnem pa so prišle tudi večje spremembe. Med posamezniki je iz konkurence izpadel Tomas Račov. Očitno se ga je na letošnjem Dosu držala smola, saj ga je na cesti poškodoval lastni spremljevalni avto. Na srečo ni prišlo do hujše poškodbe, a dirke ni več mogel nadaljevati. V vodstvo pa je po odlično prekolesarjeni noči prišel Mitja Rok. Sem rekel, zdaj je šansa, vsi smo zmatrani, če jaz trpim, mogoče oni še bolj, tako da dajmo, ne? Noč je bila bolj naklonjena tudi dvojici Tim Debitel. Marko in Iztok sta si na prekmurskih ravnicah uspela privoziti dovolj prednosti, da sta se na cilj v Postojno pripeljala kot prva. Po 37 urah in 28 minutah kolesarjenja. Tudi Mitja je imel pred zadnjimi kilometri poti, ki vodijo čez njegove domače kraje, že tako veliko prednost pred Avstrijcem Joachimom Ladlerjem, da so vsi vedeli, da je zmaga že njegova. Ob srčni podpori navijačev, ki so ga spremljali in spodbujali na zadnjem delu poti, se je najprej zmagoslavno pripeljal skozi svojo domačo vas Grahovo, kjer ga je čakal že prvi pravi mali sprejem. Nato pa so ga navijači pospremili še vse do cilja v Postojni. To je lokalno športno društvo Sovica, tu vsako leto, tu so prijatelji, ki tudi kolesarimo skupaj, si vzamejo čas, pridejo na traso, pa da niso samo enkrat dajmo, se pol prestavijo, pa navijajo, spodbujajo, že par klancev prej pridejo pred koncem in neverjetni so res. Mitja je pot okoli Slovenije prevozil v 45 urah in 25 minutah. Mitja je za prihod v cilj oblekel brezrokavnik svojega velikega idola Jureta Robiča. Tako se je na srčen način zmaga ponovno vrnila v roke domačega tekmovalca. Treniral sem, sam nikoli pa ne se zmagal v mislih, ker toliko dobre konkurence, ko je na Dosu, v bistvu je nemogoče pričakovati, da bi prišel tako visoko in da se je tako razpletlo, lahko rečem sam, da je fantastično, da mi je ratalo nekaj takega narediti. Najboljši so se v cilj pripeljali v soboto dopoldan. Dirka pa se je zaključila v nedeljo ob 4 popoldan, ko se je po 67 urah in 48 minutah kolesarjenja v Postojno pripeljal še zadnji tekmovalec.
so hard. But we survived, we got back. Če se človek nič ne pomatra, pa tisti občutek ni ta prav, ne? Kar samo pride, ni to. Ne? Da res vidiš sam sebe v ekstremnih okoličinah, pa da res na taki dirki se mi zdi, greš pa čisto vsa emocionalna stanja, ki so možna. Miti kapo dol. Letošnji dosti njegovi na 2 pozicijah, na pokalu Jureta Robiča in na tej dirki kompletno, generalno gledano, absolutno. Dosti ekstrem je ponovno v slovenskih rokah. Se vam zdi, da je Slovenija majhna? Usedite se na kolo in jo obkrožite. Lahko tudi na Dosu 2014. Tisti, ki pride in stestira, če mu ni všeč, ga po prvi dirki ni več, večina pa to vzljubi in potem bi bil rad vsako leto na štartu.